Več kot 50 dijakov ujetih v goreči stavbi. Nekateri so v paniki skakali skozi okna, 11 je poškodovanih, 3 huje. To so posledice požara, ki je nekaj po 4. uri zjutraj izbruhnil v dijaškem domu Ivana Cankarja v središču Ljubljane. Ogenj se je iz ene izmed sob v prvem nadstropju hitro razširil na celoten objekt. Zaradi velikega števila poškodovancev so v ljubljanskem kliničnem centru aktivirali načrt za množične nesreče. Eden od poškodovanih dijakov je še vedno v kritičnem stanju. Vse več pa je vprašanj, ali bi se hudim posledicam lahko izognili. Ni bilo nič nobenega alarma. Sam en vzgojitelj se mi zdi, da je se pač drl po stopnicah, ne gremo vsi ven, da je požar. To je bila ena najobsežnejših evakuacij. Na varno so spravili skoraj 400 dijakov in ena najbolj zahtevnih intervencij v zadnjih letih, so po požaru dejali ljubljanski gasilci. Več o dramatičnem nočnem dogajanju v Ljubljani, Mark Vidrih. Pretresljivi posnetki evakuacije iz gorečega dijaškega doma zaradi gostega dima so številne dijake na varno uspeli pospremiti šele gasilci. Noter je bilo dosti dima. Ene so ostale v sobah, ker so pač niso slišale, kaj se dogaja. Ampak drugače, ne vem, smo sam tekli ven, pa nismo vedeli sploh, kaj se dogaja, ker je bilo ob 4 zjutraj. In poti reče v joku, tako, vid zgori. Kje si? A si noter, si zunaj, kje si? Ne, smo zunaj, smo šli ven. Ful je bilo dimno, tako, noben nas ni zbudil. Sem rekel, pa kako si se zbudila? Ja, slišali smo, da neki tulijo. Ob prihodu na kraj in pa po izvedenem ogledu smo določili prioritete, in sicer reševanje oseb iz prvega nadstropja in pa višjih nadstropij tudi s pomočjo 2 avtolestov. Ker zaradi dima niso mogli zapustiti svojih sob, je med dijaki zavladala panika, kar 45 so jih po lestvi rešili gasilci, nekateri pa so iz obupa skočili skozi okno. Z našimi resursi smo nemudoma po nujni oskrbi na kraju odpeljali v klinični center takoj 3 osebe, v nadaljevanju do konca našega posredovanja pa skupno 11. Med njimi so se 4 zastrupili z ogljikovim monoksidom, eden si je ob skoku skozi okno zlomil skočnico, drugi hrbtenico. Opekline je medtem utrpela le ena oseba, a so njene poškodbe izjemno resne. In je pravzaprav v kritičnem stanju trenutno v operacijski dvorani, kjer se izvaja kirurška sanacija opeklin. Skupno so gasilci na varno pospremili več kot 360 dijakov in dijakinj ter jim začasno namestitev uredili v sosednjem objektu dijaškega doma. Nekateri dijaki so pretreseni, zato je naša svetovalna služba, pa tudi psihosocialna pomoč civilne zaščite. Ima tukaj že pisarno, jih pač obravnavajo, vzgojitelji so tu v službi, pa tolažijo dijake. Uraden razlog požara sicer še ni znan, po naših informacijah pa naj bi zagorelo v eni od kuhinj v prvem nadstropju. Vse do zgodnjega popoldneva so pogorišče preiskovali forenziki. Zaenkrat poteka čisto osnovno zbiranje obvestil oziroma ogled kraja. Po zaključku tega ogleda bo mogoče trditi, da gre dejansko za kakršenkoli sum kaznivega dejanja ali gre v končni fazi za dogodek. Nesporno dejstvo pa ostaja, objekt, v katerem se je v času požara nahajalo skoraj 400 dijakov, ni opremljen ne s požarnimi stopnicami, ne s požarnim alarmom.